Danes v novicah med drugim ob jubileju obisk predsednika. Nadvoz se bo nadaljeval v krožišče. Živahno na smučišču v Brusnicah. Lepo pozdravljeni. Sinoči je bilo slovesno v Črnomlju, kjer je bila 19. januarja leta 1962 ustanovljena knjižnica Črnomelj. Ob 60-letnici delovanja je bil na včerajšnji osrednji slovesnosti slavnostni govornik predsednik Borut Pahor, ki je knjižnici podelil tudi zahvalo predsednika republike. Osrednjo slovesnost, kot tudi vse dogodke, ki so jubilej napovedovali, so skrbno načrtovali. Ustanovili smo delovno ekipo, ki je ves ta čas, skoraj da eno leto, snovala, ta program. In tudi pravočasno smo v goste povabili predsednika države in predsednik se je z veseljem našemu vabilu odzval. Knjižnica se je razvijala z njo ali tudi zaradi nje kraj, ljudje. Danes je knjižnica Črnomelj čudovito srce, ki povezuje dva kraja, Črnomelj in Semič. Približno 19.000 prebivalcem obeh občin pomenite več kot 80.000 enot knjižničnega gradiva. Predsednik se je knjižnici zahvalil za širjenje bralne kulture in izvajanje pomembnega poslanstva, s katerim zaljša podobo domačih krajev in ljudi. Poleg izjemnih zbirk knjig in dokumentov so knjižnice mesto, kjer se rojevajo spremembe in napredne misli, kjer je dobrodošel kritičen pogled na družbo, kjer se ustanavljajo družbena gibanja in se danes kujejo načrti za jutri, za prihodnost, ki jo bomo skupaj živeli. Seveda pa je knjižnici voščil tudi župan. Še enkrat bi rad iskreno čestitev delavcem, zaposlenim v knjižnici za ta častitljivi jubilej, ki je predvsem zasluga njihove predanosti in zaradi njihove predanosti ta knjižnica tako živi in je dejansko en pomemben člen kulturnega življenja v občini Črnomelj. Knjižnica Črnomelj se je v 6 desetletjih precej spremenila in razvila. Raje kot v preteklost pa direktorica gleda v prihodnost. Nekako smo si zastavili kar visok nivo kvalitete in v bistvu ohranjanje te kvalitete zna predstavljati določen izziv. Želimo tudi ponujati zelo različno gradivo, tudi nabor gradiva, da je vse večji. Na slovesnosti so tudi premierno predvajali igrano dokumentarni film o zgodovini knjižnice, ki so ga pripravili prav za to priložnost. Pred nami je vsaj v občinah investicijsko pestro leto. V občini Ivančna Gorica je župan Dušan Strnad z direktorjem na razpisu izbranega izvajalca del podpisal pogodbo za izgradnjo dela zahodne obvoznice. Naložba je vredna 1,3 milijona evrov in velja za enega izmed letošnjih prioritetnih občinskih projektov. Pred leti so pri Malem Hudem v sklopu zahodne obvoznice že zgradili krožišče, sredi februarja pa bo stekla gradnja odseka od krožišča pri podjetju Akrapovič proti Stični. S tem bodo središče Ivančne Gorice prometno razbremenili, občani pa bodo imeli varnejši in hitrejši dostop do krajevnih skupnosti Stična in Metnaj, šolskega centra in avtoceste. Naložba med drugim vključuje slab kilometer nove in rekonstrukcijo lokalne ceste, površine za pešce in kolesarje, preureditev trikrakega križišča pri šolskem centru v krožišče in ureditev avtobusnih postajališč. Dela, ki jih bo izvajalo podjetje Eltim, naj bi zaključili jeseni. Sočasno z gradnjo odseka bo podjetje CGP začelo graditi nadvoz čez železniško progo pri Malem Hudem, ki ga financira Direkcija za infrastrukturo. Medtem pa občina Sevnica s pomočjo kohezijskih sredstev na Savski cesti v Sevnici že gradi nadvoz nad železniško progo, ki se bo v nadaljevanju v novem načrtovanem krožišču priključil na obstoječo cesto. Poglejmo. Novo krožišče bo zraslo na mesto križišča, ki je glavna vpadnica v Sevnico in obrtno cono na Savski cesti.
To križišče je povzročalo precejšnje zastoje in težave tako tistim, ki so prihajali iz Savske ceste ali tudi drugim, zato bo krožišče veliko težav razrešilo. Občina je bila vodilni partner pri načrtovanju in je investitor izgradnje nadvoza, medtem ko je investitor krožišča Direkcija za infrastrukturo. Kljub temu, da je občina Sevnica pripravila vse idejne načrte in pa tudi projekte za izvedbo, smo jih predali Direkciji za infrastrukturo, podpisali sporazum o skupnem financiranju tega krožišča in v letošnjem letu pričakujemo tudi izvedbo. Poleg nadvoza s krožiščem sevniška občina skupne projekte z Direkcijo za infrastrukturo snuje tudi drugje. Cesta Šentjanž-Glino, pa rondo Radna, ki je v fazi priprave dokumentacije, pa tudi most Log, kjer si občina prizadeva, da bi pospešila pridobivanje zemljišč za potrebe gradnje mostu Log. Nadvoz s krožiščem je eden od korakov posodobitev sevniške železniške postaje. Ocenjena vrednost izgradnje krožišča je 1 milijon evrov. To krožišče je v sofinancerskem sporazumu opredeljeno, da je 20% lokalne infrastrukture in 80% je državne infrastrukture glede na vrednost samega projekta v tem delu. Verjamem, da bo temu tako. Kakšna bo pa pridobljena cena na javnem razpisu, pa potem bomo videli. Občina mora za izgradnjo zagotoviti 1/5 denarja, zato si v Sevnici želijo, da bi bila vrednost na razpisu podobna projektantski oceni. Takšen znesek imajo namreč že zagotovljen v občinskem proračunu. Eden ključnih infrastrukturnih projektov v šentjernejski občini, most čez Krko v Mršeči vasi, naj bi vendarle postal realnost. Dotrajani leseni most so odstranili leta 2014 in odtlej se vozniki vozijo preko nadomestnega pontonskega. V kratkem pa naj bi se to spremenilo. Ključno je, da čim prej dobimo nov most, že od postavitve začasnega poudarjajo krajani. Moramo vedeti, da šentjernejska občina se širi iz kraja, je prišla v mesto, imamo zelo močno industrijo in tudi ta most bo neka povezava z Šentjernejem, zato smo si želeli, da bo sodoben, velik, dvosmeren most. Smo tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. O eni najpomembnejših naložb v občini pojasnjuje župan Jože Simončič. Ko pridobimo gradbeno dovoljenje, sledi še izvedbena dokumentacija in izbor izvajalca. Simončič pričakuje, da bo vse nared za gradnjo do sredine tega leta. Točno vrednost bodo pokazali končni popisi, videli bomo tudi, kakšne bodo razmere na trgu materijala in storitev. Te se zdaj počasi umirjajo, te trende bomo sledili, mislim pa, da bo celotna investicija skupaj z obema priključkoma dobre 2 milijona evrov. Ker gre za lokalni most in cesto, strošek izgradnje pade na občinska pleča, a bodo seveda skušali pridobiti tudi zunanje vire, poudarja župan. Potem, ko so minuli konec tedna odprli smučarsko sezono na osrednjem dolenjsko-belokranjskem smučišču Gače, je od včeraj popoldne smučanje in sankanje možno tudi v Brusnicah. Dopoldne so na najnižje ležečem smučišču pri nas z nadmorsko višino 214 metrov uživali tamkajšnji šolarji. Pravijo mu kar podgurski Kitzbühel in so nanj ponosni. Obratuje že več kot 20 let, pravi lastnik zemljišča in pobudnik ureditve smučišča Jože Železnik. Pred več kot 20 leti smo se že prej smučali tukaj kot mladinci, otroci, mi in pa smo posodobili. Približno pred 21 leti pa že prvič smo postavili vlečnico, to nizkovrvno, na elektropogon, s katero smo pa pridobili vsa ta dovoljenja, da tako danes legalno obratujemo. Kljub temu, da je naravnega snega v zadnjih letih bore malo, priprava umetne podlage pa je velik strošek, še imajo voljo vztrajati, pravi Železnik, ki mu pri upravljanju smučišča pomagajo tako lokalna skupnost in člani društva Češnjev cvet kot sponzorji. Lepo je namreč videti nasmejane otroke, ki drvijo po progi.
Imamo glede tega kar srečo, no? In smučišče tudi dela. Nam je na voljo, popoldne dela, tako da otroci so res lahko cele dneve tukaj in uživajo na snegu, čeprav v okolici ni nobenega snega. Tukaj mi je najbolj všeč, da se sankamo in da se družimo. Si bila že kdaj tukaj? Ja, velikrat. A si tukaj blizu doma? Ja, ponavadi velikrat smučamo. Enkrat sem prišla tle z očijem pa z Užbejom. Kaj ponavadi tukaj počneš? Sankaš, se smučaš? Sankam. Kaj je boljš, smučati ali sankati? Oboje meni. Tebi? Oboje. A je hitra proga, gre hitro? Ja. Na smučišče zahajajo predvsem okoliški krajani, jih pa tako Železnik veseli, da so vse bolj prepoznavni. Tako gostijo tudi šolske skupine iz bolj oddaljenih krajev. Smučišče obratujejo po popoldnevih in koncih tedna, zagotavljajo pa tudi nočno smuko. Za konec pa še k naši akciji Osebnost leta. Okušati izvirno kulinariko je lepo, še lepše jo je doživeti, še posebej ob izbranem kozarcu vina v odličnem ambientu. Vodja restauracije in somelje Grega Repovž je 4. kandidat za Osebnost leta 2021 televizije Vaš kanal. Grega Repovž je vodenje gostilne v Šentjanžu prevzel od očeta Jožeta in mame Mete, ki je še vedno glavna v kuhinji. Jaz sem večkrat že to podoživljala nazaj, zakaj pravzaprav je prišlo do tega, da je Grega to prevzel, ki pravzaprav pri svojih 20 letih še ni prav veliko kazal, da bi doma ostal. V najstniških letih si želiš marsikaj drugega, želiš to, ampak na koncu je pa življenje tako prineslo, da ali splet na ključi sigurno, ali neka podzavestna ta neka obligacija, da to moram nadaljevati, da moram zagrabiti in ta trud vseh predhodnikov poplačati s tem, da zgodbo napeljemo naprej. V vsakem okolju mora biti nekdo, ki nekako pokaže smer, ustvarja trende in v gastronomiji, v našem širšem okolju je zagotovo to gostilna Repovž. V minulem letu je gostilna tako med drugim prejela naziv Hiša gastronomije Sevnica Premium, Grega pa naziv Somelje leta. Glede na to, kje smo, kako smo odmaknjeni od vseh stvari, centrov, dogajanja v Sloveniji, je to sigurno neka potrditev, da smo na pravi poti, da razmišljamo prav, da mislim, pomeni nam ekstremno veliko. Sloneč na tradiciji izstopajo iz povprečja, a so dobro sprejeti v lokalnem okolju, s katerim se povezujejo tudi pri izboru kakovostnih izdelkov, ki so del moderne, kmečke slovenske kuhinje. Dragoceno je, da lahko sedimo z družino in prijatelji ter uživamo v okusni, izbrani hrani. Pravzaprav je to privilegij, za katerega smo lahko hvaležni, kot tudi za vašo pozornost. Ostanite v družbi naše televizije še naprej in bodite lepo.